Pred nekaj leti so me vprašali, zakaj se večkrat ne nasmejem. To je bilo dobro vprašanje. Zamislil sem se in sklenil, da bo poslej drugače. Potem sem ugotovil, da praktično ni dneva, v katerem se ne bi krepko nasmejal. Če ne prej zvečer, ko prijem domov in me fanta počakata, pa čeprav je včasih pozna ura, in žrebata, ali bomo nadaljevali s pravljico o raziskovalcu Jerneju ali o lisjačku Benu. To so zelo veseli trenutki in ti trenutki pomagajo človeku, da zdrži. Dan zatem, ko je bila razglašena pandemija in je prejšnja vlada pobegnila, smo prevzeli odgovornost za državo, za Slovenijo. Doživljal sem podobne občutke kot leta 1991. Težo odgovornosti. Ljudje v običajnem času velikokrat težko sprejemamo že enostavne odločitve. Naprimer, katere čevlje naj kupimo, kateri okus sladoleda naj izberemo, mi pa smo se morali odločati med dvema temeljnima vrednotama. Med svobodo in življenjem. Med tem, ali bomo omejevali javno življenje in svobodo gibanja, ali pa tvegali kolaps zdravstva in slovenski Bergamo. Odločili smo se za življenja. Vedeli smo, da to ne bo popularno, da bomo plačali veliko politično ceno. Vendar bi se danes ponovno odločil enako. V začetku epidemije nas je bilo vse strah. Urška je vsak dan prihajala domov s težkimi zgodbami iz bolnišnice. O konkretnih ljudeh, njihovem utrpljenju. To zame ni bila statistika, bil pa je to motiv za še večje napore. Sprejemali smo težke odločitve, ki so vplivale na vse prebivalce Slovenije, vsak dan. Ob vsem tem je bilo še veliko nagajanja. Del opozicije v dramatičnih razmerah žal ni zmogel sodelovanja. To je bil morda najtežji del, saj v takšnih situacijah gledaš naokrog, vidiš sodelovanje v drugih državah in pričakuješ, da bomo vendarle stopili skupaj in skupaj premagali ta virus. Žal se to ni zgodilo. 10 protikoronskih paketov je vlada sprejela le z glasovi koalicije, glasovi narodnosti in državotvornega dela opozicije. A kljub vsemu nam je uspelo ne le omejiti epidemijo, uspelo nam je veliko več. V krizi smo si solidarnostno pomagali. Pomagali smo ljudem in gospodarstvu. Občinam smo za potrebe osnovne dejavnosti ljudi zagotovili dodaten denar preko dviga povprečnin. Zato imamo danes eno najvišjih gospodarskih rasti v Evropski uniji. V lanskem letu smo presegli vse napovedi. Imamo najvišjo zaposlenost v zgodovini Slovenije. Plače in pokojnine so se kljub pandemiji realno povečale. Celo med najbolj razvitimi državami OECD-ja je bila Slovenija uvrščena na visoko drugo mesto po obvladovanju krize v času pandemije. Napredovali smo tudi na lestvici demokratičnega indeksa. Prebili smo se na 9. mesto na svetu po trajnostnem razvoju. Slovenija je zelena in takšna bo ostala. V samem letu smo na lestvici digitalnega indeksa skočili za več mest. Ob vsem tem pa smo v težkih razmerah uspešno predsedovali tudi Svetu Evropske unije. Če ne bi bili prisiljeni za spopad z epidemijo nameniti polovico naših energij, bi lahko dosegli še mnogo več. A to nameravamo narediti v prihodnjem mandatu. Dokazali smo, da Slovenija zmore več. Veliko več. Smo v zaletu. Pravo presenečenje šele prihaja.